Belokranjski rejci, ki se s konjerejo ukvarjajo predvsem ljubiteljsko, so s ponosom predstavili različne pasme konj, ki jih redijo. Predvsem za dušo, bi rekel, sem zaradi tega. Dobička niti ne gledam na dobiček. Račun jaz mislim, da je zelo slab, ker žrebeta so poceni, da mislim, da je to največ ljubezni do živali. Ker pa število konj v Beli krajini narašča, od kupovalcev mesnih žrebet pa je čedalje manj, bi bila rešitev. Kakšne domače klavnice, domače predelave, kajti v Beli krajini sem že jedel marsikatero konjsko salamo in ta ni bila slaba in konjerejci na tem območju, kolikor imate klavna žrebeta, razmišljajte o alternativi pri trženju mesnih žrebet. Tržno nišo bi lahko rejci konj iskali tudi na področju trženja kobiljega mleka, meni Kastelic. Gre za zdravo mleko, gre za boljše mleko, kar pomeni, da vešči konjerejci bi lahko tudi molzli kobile, tudi prodajali kobilje mleko in to je tudi ena izmed možnosti za današnje krizne čase. Nekateri belokranjski rejci pa vidijo tržno nišo tudi v vedno bolj priljubljenih prevozih s konjskimi vpregami. Na tokratni prireditvi so razglasili najlepši vpregi po mnenju obiskovalcev in žirije. Pokalov sta se razveselila Ivan Šikonja in Stane Verdnik. Pozornost številnih pa je pritegnil mladi kovač David Hočevar, ki je na prizorišču spretno podkoval kobilo in nam zatrdil, da je ni nič bolelo. Problem je edino, če preveč porežeš, pa prežgeš potko vročo gor, takrat lahko boli, pa če cvek ne zabiješ na pravo mesto, takrat lahko boli. Tokrat pa je kobila mirno prenesla obrezovanje, žarečo potko in tudi žeblje.